Dober dan, kolega Markeš. Evo preštet 1, 2, 3, 4, 10 dni je še do volitev. Tako, stvari postajajo zanimive, ne. Ob notranji politiki je še kar pomembno opredeljevanje vezano na mednarodne zadeve. Tako, jaz imam v spominu, da je to prvič, ne, da so mednarodne zadeve resno na mizi, ko gre za volilno debato. Gre za ne samo mednarodne, ampak tako rekoč v govorici demokracije za civilizacijske zadeve. Ne? Ja. To midva utemeljujeva zdaj že po moje 2 leti, ne? Da se bližamo točki, na kateri se lahko zgodi civilizacijski lom, in to ne vnaprej, ampak v bistvu retro lom. Ne? Se pravi, 30 leta se ponavlja, tega ne moramo zanikati. Ne? Zakaj mednarodna komponenta? Zaradi tega, ker mednarodno okolje to ne samo, da utemeljuje, ampak generira tudi. Ne? Recimo Trumpova psihopatologija, ne? Dejansko vpliva na psihopatologijo gibanj desnic na podoben način, kot je treba je dati Mussoliniju nekje prvo mesto, in Mussolini je dejansko v 20 in 30 letih začel natanko na tak način, se pravi za neko psihopatologijo. Nacizem v Nemčiji je v bistvu sledil zgledu Mussolinija. Ne? In zdaj imamo natanko to, kar se je tam dogajalo, to je čista ponovitev oziroma analogon, ne? In slovenske notranje volitve, tokrat se jih pa jaz osebno res bojim. Ne? Ali veseliš? Bojim ja, se jih, okay. Zelo se jih bojim, zaradi tega, ker mogoče se ljudje ne zavedajo, kako zelo usodne so. Kako zelo usodne so in kako zelo ne gre za to, ali bomo, se to ponavljalo zdaj že dolg časa, kako bomo volili to ali pa ono stranko, tako imenovane levice ali pa sredine, ampak kaj preprečujemo, da se ne bi zgodilo. Ne? To je neverjetno pomembno sporočilo. Se pravi, šlo bo za ene sorte plebiscit, v kakšni družbi in državi želimo živeti, in ne zahtevamo nič kaj posebnega. Zahtevamo samo normalne, moderne, demokratične standarde. Ne to, kar se zdaj dogaja v Združenih državah Amerike, ne nenehnih laži, ne nenehnega, recimo zdaj so v volilni kampanji priča novim nekim prisluškovanjem, posnetkom, potencialnim ponaredkom, zelo verjetno zgrajenih na neki realni osnovi, potem pa prirejenih za umetno inteligenco, oziroma sploh v celoti zlaganim ali pa podtaknenim zadevam. Skratka, to ni raven demokracije ali pa recimo grožnjam po smrti nekaterim civilno-družbenikom. Ne. To je katastrofa. Mislim, da se spet znajdemo v takem okolju, ki je v bistvu povezano z epicentrom. Sej oba gledava zdaj pač ta soočenja in v bistvu lahko zelo dobro že analizirava, kam pa staco moli, kako se dogaja. Mislim, to, kar je meni dal misliti, ne, je soočenje prejšnji četrtek na nacionalki, kjer je eden od udeležencev zelo vehementno rekel, mednarodno pravo je mrtvo. To je rekel Logar, ne? Ja, to je rekel Anže Logar. Tako je. To je rekel Anže Logar, kar se tiče mednarodnih zadev, ni popolnoma bos. Ne? Nekaj časa je bil tudi zunanji minister. Ne? Ampak, če predstavnik majhne države, ker Slovenija je ene najmanjših v svetu, reče, mednarodno pravo je mrtvo, je to po mojem izjava, ki jo velja bolj natančno zanalizirati. Ja, absolutno. To je neverjetna izjava, prav neverjetna izjava. Ne? Kaj pa nas sploh še ostane, če to izbrišemo? Recimo, majhne države, kar imamo, vzvod, ki ga imamo, ne, ni tista tankovska divizija ali brigada ali karkoli že je na vrhniki, ampak je to mednarodno pravo. Če katera država sionistična bergla, je to Združeno kraljestvo oziroma Velika Britanija. Vendar, v času, ko je bila ministrska predsednica Margaret Thatcher in so sionisti počeli natanko to, kar počno danes, ne, in so poskusili brisati elemente mednarodnega prava in že takrat brisati elemente varnostnega sveta in elemente Združenih narodov, takrat je Margaret Thatcher, vsaj tako sem jaz gledal pač posnetke, povedala, če odvzamemo mednarodno pravo, kaj pa nam potem sploh še ostane. Ona je takrat še bila toliko razsodna, da je to rekla. To, česar danes Trump ni več sposoben izreči, česar Netanjahu ni sposoben izreči, česar Anže Logar
ni sposoben izreči, česar Janez Janša ni sposoben izreči. In tu se kaže prva ločnica in česar seveda tudi NSI oziroma Vrtovec ni sposoben izreči. In kaj nam ostane, kaj desnica govori? Ne? Desnica govori, ja, živimo pač v takšni realnosti, kakršna je, temu se moramo prilagoditi. Medtem ko sta Mesec, to se pravi predsednik Levice ali pa koordinator Levice in pa Golob, predsednik Svobode, trdila, da je treba postavljati načelna stališča. Janša se je pa smejal, češ, kaj nam pa načelnost pomaga. Ne? Kaj smo pa prišli, ne? Če ljudje, ki se imajo za patriote in vzpostavljajo substancialnost naroda, bolj kot nacije, celo naroda, ne razumejo načelno govorico. Kaj pa je v bistvu utemeljevanje v skrajni konsekvenci tudi blut in botn ideologije drugega kot načelno vprašanje. Veš, zdaj v kavarniški debati se stališče, da bi z mednarodnim pravom konc, pa da nič ne šteje, pač to stališče se pojavlja. Zdaj, bolj resni akademski odgovori so sledeči, oziroma je sledeč. Večino časa, večino držav spoštuje večino določil mednarodnega prava. Se pravi, ne ves čas, ampak večino časa, ne vseh, ampak pretežno in pač velika večina držav. Kar pomeni, da če to prevedemo v neke druge enote, recimo mednarodno pravo potem nekako na 3/4 vendarle še drži. Glej, spet je Ursula von der Leyen izpohala cvetlico. Ostro obsoja napade Irana na arabske države. Zaradi tega kaj? Zaradi tega, ker v bistvu v Evropi ogrožajo cene nafte. Ja. Kdo je bil tu napaden in kdo napada? Zakaj ne premore obsodbe napada Združenih držav Amerike in pa Izraela na Iran? Iran nikoli ni izzival vojne. Zdaj, lahko se pogovarjamo o tem, ali je Iran demokratična država. Ne, ni. Pač ni, ne? Je totalitarna država. Ali je Amerika demokratična država? Ja, to je pa že debatable. Ker ta demokracija, ki v Ameriki funkcionira, to, da pride policist, nasloni pištolo na nedolžno belo polto žensko, sproži in jo ustreli in to postane del normalnosti v legalnem smislu, pač pa samo še stvar debate. Debata vendarle je dovoljena v Združenih državah Amerike. No, to je malo premalo za demokracijo. In v Iranu ne bomo pritrjevali temu režimu, je pa dejstvo, da Iran nikoli ni izzival vojne. Ni je izzival. Kaj pa sponzoriranje Hezbolaha? Iran je svoje proksije vzdrževal kot proti utež tega, kar je Izrael počel od leta 1947 naprej za Palestinci. Ne pozabimo, da je Izrael sprožil nad Palestinci, nad muslimani, predvsem, ampak recimo nad Palestinci, je sprožil genocid. In vse to, kar se je dogajalo, je bila obrambna reakcija proti genocidu, ki se je oziroma proti apartheidu, ki ga je Izrael že zdavnaj začel. In svet nikoli ni znal obsoditi izraelskega apartheida. Logično je, da država iz zaledja, ki čuti bratstvo do svojih so muslimanskih vernikov, ali pa Arabci, oni namreč niso, Iranci niso Arabci, oni so Perzici. Ampak oni so bili zadosti avtonomni, zadosti veliki in zadosti močni, da so lahko poskušali dajati neko pomoč ljudem, ki so bili pod pritiskom Izraela, in ne moramo tega spustiti iz enačbe. To se pravi, to, da so oni vzpostavili Hezbolah, je posledica tega, da je Izrael vzpostavil apartheid. In če govorimo o B, moramo postaviti v spredje še A. To so dejstva. Amerika, recimo, se pravi, resolucije Združenih narodov, Varnostnega sveta, mnenje Združenih narodov Izraela nikoli ni zavezovalo. In zakaj Ursula von der Leyen na mizo ne da glasovanja o izraelskem napadu na Irak, na Libijo, na Sirijo, na Somalijo v vseh teh letih? Na Irak, to se pravi, rekel sem na Irak in zdaj na Iran. Zakaj pod vprašanje in Jemen, zakaj pod vprašanje ne postavi ameriške intervencije zdaj? Ameriški predsednik Donald Trump je v prejšnjem mandatu zelo nesramno obsojal
prejšnjega predsednika Joea Bidena, ker ni sposoben vzpostaviti miru z Iranom. Posnetki mrgolijo in to niso deepfake ali pa to so posnetki, ki so avtentizirani, priznani kot verodostojni. In je rekel, da to samo nora administracija se ne zna pogoditi, pogajati in tako naprej z Iranom. Kar je Obama že počel, se je že pogodil. Leta 2015, v času Baracka Obame, je bil podpisan sporazum z Iranom, ki je Evropska unija je bila pa zdrava, ki je določal, da lahko Iran se ukvarja z jedrsko znanostjo, ko gre za razvoj jedrskih operacij za energetske potrebe. Iran pa Ajatolah Homeini pred Homeinejem je prisegel, da Iran nikoli ne bo uporabil atomske bombe v vojne namene. Nikoli. In edini, ki je nad tem bil totalno nesrečen, je bil Netanjahu in Izrael. Zato, ker na ta način ne bi mogel sprožiti vojne in destabilizirati celotnega Bližnjega vzhoda. Ker so to najbolj pokvarjeni lažnivci, ki ne vzamejo nobene besede za res. Iran, režim kakršenkoli, kakorkoli ga hočeš imenovati, besedo pa drži. Izrael ne drži nobene besede. To, da so napadali Iran sredi pogajanj, to je dejanje hijen. To hijene počno. In Američani in Izraelci so v tem primeru ravnali, kot bi ravnali hijene, ko zagledajo meso. In to v času Ramazana. Skratka, zakaj Iran, zakaj Teheran, zakaj Homeini lahko dal prisego, da ne bo nikoli uporabil atomske bombe v vojaške namene? Zato, ker mu to prepoveduje Allah. Ker je to verska dogma, da se ne ubija človeštva. Ker to je ogrožanje človeštva. Po muslimanski veri se človeštva ne sme ogrožati. In če ti atomsko vojno zaženeš, lahko človeštvo uničiš in to je proti muslimanski veri. In zato mu lahko verjameš na besedo bolj kot komorkoli, zaradi tega, ker to so ljudje, to je v bistvu teokracija, ki jemlje svojo vero za res. Ampak problem je v tem, da oni lahko 100-krat prisežejo, oni lahko Koran dajo na mizo, to ne bo zadovoljilo Netanjahu, ker on hoče vojno. Za vsako ceno hoče vojno. In kaj zdaj dela Iran? Cel svet je omogočal Izrael in je rekel, zdaj bomo pa celemu svetu priskrbeli recesijo, potem bomo pa videli, kako se boste pogovarjali. Greva nazaj na slovenske predvolilne razprave. Mednarodno pravo je mrtvo. S to trditvijo če bi na njo pristali, če bi jo imeli kot gotovo dejstvo, Slovenija v mednarodnih odnosih pravzaprav zvezala roke. Ker mednarodno pravo, mednarodne pogodbe. Izjava mednarodno pravo je mrtvo, pa nič ne moremo, kar veliki počnejo, to je Janša rekel, moramo biti pač realistični in cucki, ki se prilagodijo igri velikih in podobne neumnosti, podobno tako rekoč izdajalska stališča glede na našo ustavo. Naša ustava zapoveduje načelnost in zapoveduje načelna stališča. Se pravi, če nekdo taka stališča izdaja v bistvu duha ustave. To je pa mirovno politiko isto. To je prvo in to je osnova vsega. Hkrati nakazuje, to je pa implicitno, da mu je do kaosa. Da mu ni do reda, ampak da mu je do kaosa. Zakaj? Zaradi tega, ker v kaosu in v temi lahko taki tovrstni politiki operirajo. Namen Janše je sprejeti logiko kaosa, ker potem on lahko nadene vojaško uniformo in operira tako, kot je operiral takrat, ko je prodajal orožje, tako kot je deloval v času vseh destabilizacij, v času covida. Takrat lahko on, se pravi, vlada z dekreti, bypassa parlament in deluje na ekscesen način. Tako, kot se zdaj volilna kampanja tudi razvija. Naenkrat imamo spet neke posnetke, ki ne vemo, kako so bili posneti, na vsak način so bili posneti protipravno, ilegalno in kot kažejo prve preliminarne preiskave, tudi obdelani za umetno inteligenco oziroma obdelani na način, ki kažejo na to, da tudi če je v posnetku so elementi pravilne govorice, so predelani na način, ki na koncu da sodbo, da je to v bistvu ponaredek. In Janša ima veliko zgodovino ponaredkov. Ne pozabimo, kako je on obsodil tedanjega predsednika
Danila Türka z lepljenko, z lažnivimi dokumenti. To sem jaz osebno odkril. Ne pozabimo, kako je lepil dokumente v času. Gre za dokumentacijo, ki govori o dogajanju v avstrijskem Koroškem Velikovcu. Ja. In je direktno obtožil Danila Türka, da je terorist in da je pri tem sodeloval in pa zato je predložil dokumente in se je lagal. In Janša spet vstopa v politiko na način laži, in tako kot Trump. Ne? Trump je patološki lažnivec. Jaz mislim celo, da bi kongres moral glasovati o odpoklicu Trumpa, zaradi tega, ker je po mojem mnenju nerazsoden že. Ne? Pri Janši imamo elemente zelo podobne patologije. Vedno je v igri laž, vedno so v igri ponaredki, potem neka trgovina z orožjem, vedno so afere za nekimi preprodajami orožja ali pa za kupovanje orožja in vedno je v igri kaos, prepir, podcenjevanje in na koncu grožnje državljanom tudi s smrtjo. To se namreč dogaja civilno-družbenikom. Ta trenutek se to dogaja. Ne? Vzpodbuja ljudi k agresivnosti, o tem so že zelo veliko govorila, iz miroljubnih ljudi naredi zverine in to je okolje, v katerega bomo šli, če bo on prevzel oblast. Zato so te, se pravi, ne gre za Goloba. Ne? Mimo grede pa moram reči, jaz sem gledal vsa ta soočenja. No, kaj pa je tvoj vtis? Moj vtis je, da se Golob, Golobu se vidi na vsakem koraku, da se mu na hrbet lepijo grehi, ampak da še zdaleč ni res vse to, kar ga obtožujejo, kako to spinejo in da ohranja neko dostojanstvo in se zna sklicevati na vladavino prava, na načelno vprašanje, na ohranjanje zdravstva, omenil je celo šolstvo, kar ni čisto res, ne? Ampak na vsak način pa socialo in regulacija davkov tako, da služi ljudem, ne pa menedžerjem in super sploh ne moramo govoriti o eliti, ampak govorimo o tajkunih. Ne? Ampak tisti, ki je bil pa absolutno najbolj, se pravi, Logar je dejansko dokazal, da je proksi od Janše, tukaj ni več nobene dileme z samim načinom obnašanja, kar mu je seveda tudi Golob mu je serviral, ne? In hkrati pokazal, da je dejansko zlati prenašalec Janši, ne Golobu, da ne bo pomote. Ne? Ampak daleč najbolje sta pa brilirala dva, v enem od soočenj je bil celo Prebilič, zelo, zelo dober, pri obrambi konkretno vladavine prava, pa pri teh vojaških zadevah in obsodbi vojne v Iraku je bil zelo dober, ampak v vseh soočenjih je pa raste, ampak resnično z argumenti, z zastopom raste pa Mesec, ne. Mesec je pa izredno dober. Ne. Mislim, ima veliko podatkov. Ne? Podatke ima, konsistenten je, zna stati za svojimi stališči, zna povedati svoje vrednote in tako naprej. Skratka, nadpovprečen tega, da je do zdaj izkazal to kampanjo pelje res na nivoju. Tudi Golob v tem smislu ni tako slab. Deleč najbolj, če smem ta izraz uporabiti, zdrizasta, sta Logar in Vrtovec, o tem mislim, to je tista, ko vidiš, da laž jim šprica iz oči. Medtem ko Janša pa taktično celo malo bolj umirjen kot sicer, ker on ima to taktiko, da v ozadju spušča greznico, osira svoje stare taktike, zanaša se na madžarski tisk, ki ga v popolnosti obvladuje in dela za njega, on se pa dela, da je gospod. Mu ne uspeva, ampak se zadržuje. In v tem je mnogo bolj uspešen, kot če bi bil primitivec, kot sicer je, v smislu izjav, teh njegovih X izjav, če se spomniš, ko on te izredno nizke in primitivne izjave, da zdaj se nekoliko zadržuje. Ja, malo rabljene prostitutke, ali kako je že bilo. Recimo. Ampak ta soočenja so zelo, jaz mislim, da so za ljudi zelo razsvetljujoča, mislim pa, da se zdaj počasi v Sloveniji v javnem mnenju dviguje zavest, o čem se pogovarjamo? Da se pogovarjamo dejansko o prihodnosti naše demokracije, ne več o tem, ali bo Golob uspel sestaviti naslednjo vlado. Goloba pač ne bomo hvalili, ga pač ne bomo hvalili. Ampak lahko pa rečemo, saj jaz to nekako vidim, da bi bila ta vlada bistveno drugačna v zadnjih 4 letih, če ne bi imela Levica. Levica je lepo usmerjala tempo te vlade in Golob je bil zadosti inteligenten, da je nekatere elemente socialne prevzel, recimo pri zdravstvu, pri sociali, pri dolgotrajni oskrbi in tako naprej. Ta neoliberalizem, ki ga podpira tudi katoliška cerkev in ga najbolj agresivno zastopa ta Logar in Vrtovec, to je pa nekaj perverznega. Jaz bi tukaj rekel, da strici iz ozadja stopijo v ospredje. Katoliška cerkev bi lahko stopila v ospredje in ustanovila svojo stranko in šla na trg dela.
na trg političnega dela, predstavlja svoje argumente, pa bi videla in se na trgu zvagala, koliko je vredna. Ne rabi za to vrtovca in ne rabi narediti skupne povezave, med drugim tudi to, kar Logar počne z neoliberalizmom, z zdravniško zbornico, z privatizacijo zdravstva, zato da bodo skupaj privatizirali. Ne? Kdo naj bo Anton Korošec? Nobeden ne zna, niti ni sposoben biti, ampak naj se to pokaže. Naj se pokaže. Škof Štumpf. Recimo, ne, jaz bi bil strašno navdušen nad tem, da bi Škof Štumpf postal predsednik Real stranke in bi šel na trg političnega dela, če tako rečem, in bi propadel tako, kot se propade. Ne. Ker ta hibridna logika, ne, ker zdaj je v bistvu NSI samo letalonosilka za interese cerkve, za interese kapitala in zdravniške zbornice. Ne. In naj pride v ospredje, naj zdravniška zbornica ustanovi svojo stranko in naj gre na volitve, pa bi bilo to fair enough. Bi pogorel ko veliki. Naj gre katoliška cerkev, ustanovi stranko in gre na trg, na politični trg. Ne? Naj grejo strici iz ozadja, to se pravi tajkuni in pa super menedžeri, ki bi radi imeli socialno kapico, kar pomeni, da bi mastno obogateli, ne? Zato, da bi v imenu tega, da mora Slovenija dobiti konkurenčne pogoje za delo. Mislim, to je nekaj neverjetnega. Ampak naj grejo, ustanovijo svojo menedžersko stranko, naj grejo na trg, politični trg in naj zmagajo. Ni problem. V redu, naslednji teden boš pa razložil, kaj si hotel s tem povedati, ko si tako naredil. Bom. V sredo se vidva. Hvala lepa. Drži.